tudi ni problema. Mi bomo začeli z našim uvodom. Tako da lepo pozdravljeni, spoštovani evropski poslanec dr. Milan Brglez, spoštovane učitelji, drage dijakinje in dijaki. Dobrodošli na naši že 6. razpravi dijakov z evropskimi poslanci, če bi jaz odločal, na katerih se dijakinje in dijaki postavite v vlogo odločevalcev in predstavite poslancem svoje predloge. Ponovno najprej naše tehnično obvestilo, da se pogovor snema. Kljub temu vas kot vsak teden prosim, da pustite kamere prižgane, če nimate res kakšnih večjih zadržkov. Pogovor veliko lažje poteka, če vidimo, s kom govorimo, in definitivno ne bi radi, da evropski poslanec dr. Milan Brglez govori v črn ekran, saj tudi sami veste, kako je zoprno, ko ali predavate ali imate kakšno predstavitev, da je čisto drugačno, ko govorimo v prazne ekrane, kot če vsaj takole malo vidimo, kdo je z nami, seveda bi bilo pa drugače, če bi bili lahko v živo. Ampak ja, to je naše tehnično obvestilo in predlagam, da začnemo z današnjo razpravo. Danes se bomo pogovarjali o varstvu manjšin, in sicer manjšin vseh različnih vrst, narodnih, rasnih, verskih, spolnih in tako naprej. Z nami je tokrat evropski poslanec dr. Milan Brglez. Dr. Brglez, hvala lepa za sodelovanje. Zelo veseli smo, da ste danes z nami in tudi, da bomo ravno z vami naslovili to zelo pomembno in tudi zelo aktualno tematiko. Hvala pa tudi vsem šolam, dijakom, dijakinjam, učiteljem, učiteljicam, ki ste si kljub spremembi termina uspeli vzeti čas in prišli na tole današnjo namesto petkovo ponedeljkovo razpravo. Tako da kot vsakič začenjamo z uvodnim moderiranim pogovorom, s katerim bova dr. Brglez in jaz naredila en manjši uvod v današnjo temo, nato pa seveda bistven del, vaši predlogi. Tako da, dr. Brglez, zdaj vam midva otvoriti tale naš podium, in sicer kar z eno EU ravnjo, in sicer me za začetek zanima, kako je na ravni Evropske unije sistemsko urejena zaščita pravic različnih manjšin. In seveda, a je to dovolj, kakor je trenutno urejeno, oziroma na katerih področjih so še posebej pomembna dodatna prizadevanja? Pa, gospod Brglez, mikrofon. Vas ne slišimo. Pardon, tudi jaz pozabim včasih. Najprej najlepša hvala za povabilo. Ja, manjšine na splošno, sploh pa etnične manjšine, ni nekaj, kar bi bilo zelo dobro urejeno na ravni Evropske unije. Imamo sicer spada varstvo manjšin med temeljne vrednote EU skupaj z človekovimi pravicami in jih je tako treba tudi človekove pravice razumeti. Človekovih pravic ni brez varstva manjšin, ampak na drugi strani pa dejansko kaj pametnega, kaj velikega nimamo. Imamo strategijo na področju romske problematike, približno neko zadevo. Lahko bi rekli, da imamo strategijo v primeru ljudi s posebnimi potrebami ali pa invalidov. Ja, recimo tukaj bi se kaj najdlo. Lahko bi rekli, da smo neke stvari bolj na politični ravni kot karkoli drugega naredili za LGBT IQ skupino ljudi oziroma osebe. Neke stvari se nanašajo v bistvu tudi na spolno enakopravnost, ampak tega jaz ne bi uvrščal med manjšine. Tako da, zdaj je že vprašanje, kako široko bomo celotno zadevo zastavili. Je pa tudi pri manjšinah, tako kot na splošno pri človekovih pravicah, Evropska unija ostala na pol koraka v odnosu do sveta v Evrope, kjer je ta zadeva najbolj jasno in ustrezno, pač tudi pravno urejena. In zanimivo, na tem področju se ne upira parlament, pa tudi državam se ni treba upirati. Upira se kar sodišče, ker noče imeti nobenega nad sabo pri tem vprašanju. No, ko gre za investicije, pa pusti koga nad sabo. Tako da bodimo malo kritični, malo realistični pri teh zadevah. Nekaj se dela,
dela se pa absolutno premalo. Nikakor pa ni to sistemsko ali pa da bi bilo sistemsko v smislu, da bi v EU nekaj sprejela in bi potem vse države to zadevo dobesedno na ta način izvajale. Razen mogoče v bistvu popolne diskriminacije kakšnih skupin, v takem primeru se EU običajno oglasi. Hvala. Zdaj se pravi, sva rekla, da sistemsko nekako ni urejeno, kar se tiče pravnega vidika, vemo pa, da že tako na eni strani imamo neko pravno ureditev, na drugi imamo pa dejansko stanje v družbi, a ne? In me zanima, kako pa ocenjujete to trenutno stanje strpnosti do različnih manjšin v Evropski uniji? Bi rekli, da se je recimo v primerjavi izpred 10 let stanje izboljšalo ali poslabšalo? In pa tudi, katera kategorija manjšine, če zdaj to primerjalno perspektivo vzameva, katera je nekako najbolj ogrožena, do katere pa se je odnos spremenil najboljše v pozitivnem smislu? Ta dopolnitve so mi zanimive, v bistvu, katero je najbolj, pa katero je najmanj, ni tako preprosto. Najprej, mislim, da se je stanje spoštovanja manjšin, jaz ne maram besede strpnost, ki že odraža to, da smo več vredni od tistega, do katerega smo strpni, da se je to pravzaprav poslabšalo. Migracijska kriza, vzpon populizma, vse te zadeve privedejo do tega, da so manjšine še bolj na udaru kot kadarkoli, tudi tale pandemija na nek način jih potisne tovrstna vprašanja v ozadje, oziroma so to tista stvar, do katere se ne znamo ravno dogovoriti, saj ne za enotni pristop tam, ker bi enotni pristop potrebovali. Tako da mislim, da se je ta zadeva odvisna sicer od nekaterih zadev, recimo, če so manjšine zavarovane pri nas, kot italijanska pa madžarska, ali pa delno tudi romska z ustavo, potem je ta zadeva malo drugačna. Če pa te zadeve niso odvisne od tega in gre zgolj za neko spoštovanje mednarodnopravnih zavez, bi človek rekel, da se zadeva ni bistveno izboljšala, ponekod se je celo poslabšala, še zlasti, kar se tiče etničnih manjšin. Namreč vsi dokumenti tudi Sveta Evrope so takšni, da vsaki državi dopuščajo, da se sama opredeli, na katerem področju bo recimo uporabljala okvirno konvencijo o manjšinah ali pa o jezikovni raznolikosti, če tako poenostavim zadevo, in tudi za katere jo bo dejansko uporabljala. Recimo Slovenija to uporablja za one 3, ki so prej ustavno naštete, vemo pa, da obstaja še kakšna, ki tega statusa dejansko nima. In ravno tle je v bistvu ta osnovni problem. Ne bi se pa upal reči, ne bi pa rekel, kjer je pa najbolj na udaru, mogoče v zadnjem času LGBT, ja, v nekaterih državah, v bistvu zaradi tega, ker jih dobesedno hočijo prostore, ki naj bi bili prosti pred po kakršnim koli že pojavom drugačnih spolnih usmeritev od tistih, ki naj bi bile normirane, ne vem, in ja, dajmo tako reči, ne bom šel naprej. Tukaj vidim eno od takih zadev, drugo, v sami pandemiji so zelo na udaru enakopravnost žensk, breme je povsem nepravično porazporejeno in v bistvu plačilo v primerjavi s tem se je recimo ta enakost plačil za enako delo bistveno poslabšala. Ja, to so neki takšni indikatorji, kjer bi se človek moral ustaviti. Mogoče samo še en indikator, preden gremo naprej na predloge, in sicer zdajle ste omenili vpliv pandemije na spoštovanje manjšin ali pa varstvo manjšin. Kaj pa porast populizma in nacionalizma v mnogih državah EU? Bi lahko rekli, da je tudi ta vplival na varstvo in pravice manjšin?
Ja, sej, ti dve zadevi gresta skupaj, ne, nacionalizem in populizem. In običajno pomenita dejansko, da se večinska družba ali pa večinska skupnost na nek način začne bolj sovražno ali pa si več upa do tistega, kar so manjšinske znotraj. In drugo, kar se čuti ali pa kar se izkorišča, ki najbolj groža, so pa tujci, še zlasti migranti. To dvoje gre žal skupaj in se vse pozabi. Vse se pozabi, ustavno varstvo človekovih pravic, vse tisto, kar naj bi pripadalo vsakemu človeku, se ob tem skuša na takšen ali drugačen način celo v parlamentih pravzaprav odpravljati. Ustavna sodišča se še nekako branijo, Evropsko sodišče za človekove pravice tudi, ampak to traja, preden ta zadeva pride do njih. Vzame veliko časa, škoda je že narejena. In zelo dobro pa vemo tudi, da populizem pravzaprav išče eno žrtev, ki je kriva za vse probleme, in manjšine so velikokrat potem tiste, ki so na udaru, ki jih populizem izbere za krivca za gobe države. Hvala lepa za ta uvod in predlagam, da se preselimo na predloge dijakov, ki bodo pokazali, kje pa oni vidijo tiste mogoče neke ključne problematike trenutno ali pa kaj so področja, na katera bi oni naslovili spremembe. Prejeli smo za tole našo razpravo kar 27 predlogov, torej 27 šol nam je poslalo svoje predloge, ker jih seveda ne moramo vseh obravnavati v 1 uri, jih vsakič izberemo 9, tako da tudi tokrat 9 šol predstavlja svoje predloge, vse ostale boste prejeli v pisni obliki, v pogled, tudi morebitni komentar. Šole, torej teh 9 šol, sem tako kot vedno razdelila v 3 sklope, torej v vsakem sklopu 3 šole predstavite svoje predloge, potem pa damo evropskemu poslancu približno 5 minut za komentar vaših predlogov. Kot zmeraj, jaz vas pokličem k besedi, prižgete si mikrofon, se predstavite, poveste, s katere šole ste, predstavite vaše predloge in potem mikrofon, prosim, izključite. Če boste imeli kakšno repliko potem na komentar poslanca, dajte to zapisati v chat, jaz ga redno spremljam in vas potem pokličem k besedi. 1 replika na šolo, smo rekli, zaradi časa. Če pa seveda nam ostane čas, pa na koncu po vseh predstavitvah odpremo še en Q&A. Verjamem, da je marsikatero še aktualno vprašanje zdajle v vaših mislih in da bi ga želeli zastaviti, tako da, če nam le čas ostane, obravnavamo tudi kakšno vaše vprašanje. Predlagam, da začnemo. V prvi skupini ste torej 3 šole in tokrat bi začeli z Dijaškim domom Antona Martina Slomška. Izvolite predstaviti vaš predlog. Torej, pozdravljeni, jaz sem Staš Dimov, pa kot ste že omenili, sem iz Dijaškega doma Antona Martina Slomška. Torej, ker je Slovenija država, ki zaradi političnih in zgodovinskih razmer del prebivalcev, ki se narodnostno identificira kot Slovenci, ostal zunaj meja matične domovine, je seveda tematika varstva narodnih manjšin in predvsem zaščite jezika za nas Slovence zelo zanimiva in pomembna. Kopenhavnska pogodba iz leta 1993 je sicer določila politični pogoj varstva oziroma spoštovanja in zaščite narodnih manjšin za države kandidatke, vendar pa ni navedla meril, pogojev, ki bi jih naj kandidatke spoštovale. Prav tako ta omenjena merila ne veljajo za tako imenovane stare članice EU. Amsterdamska pogodba prav tako razen splošne prepovedi diskriminacije v členu 13 na podlagi narodnosti, jezika in religije nima posebnih določil glede pravic avtohtonih narodnih manjšin. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin pa prav tako ne. Pogodba iz Nice k temu ni dodala praktično ničesar novega, prav tako ne Lizbonska pogodba. Evropska komisija za človekove pravice, ki sicer deluje v okviru Sveta Evrope, je večkrat celo potrdila, da konvencija ne zagotavlja nikakršnih jezikovnih pravic narodnim manjšinam kot takim. Zaščita pripadnikov manjšine se nanaša le na pravico do nediskriminacije v uživanju pravic iz konvencije. In praktično to pomeni, da pripadnikom manjšine sicer pripadajo vse pravice, vendar pa jih ne more uživati v svojem jeziku. In zato v praksi prihaja do velikih razlik.
tako na področju zakonodaje, še bolj po praktičnih vidikih varstva in uživanja pravic manjšin. Slovenci, na primer, to čutimo in vidimo tako v razlikah med nivojem varstva pravic narodnih manjšin v Sloveniji napram varstvu pravic slovenske manjšine, na primer v Italiji ali v Avstriji. In zato menimo, da bi bilo nujno, da se na nivoju Evropske unije določi minimalni standard pravic, ki jih lahko uživajo avtohtone narodne manjšine v vseh državah članicah. Hvala, Staš, za vaš predlog določitve minimalnih standardov pravic na ravni Evropske unije. In gremo na drugo predstavitev. Tokrat bi za predstavitev prosila Gimnazijo Jesenice. Izvolite. Pozdravljeni, sem Ema Dušanič iz Gimnazije Jesenice. Pravice manjšin so že dolgo časa aktualna tematika tako na nivoju Evropske unije kot tudi v Sloveniji, kjer imamo dve avtohtoni narodni skupnosti, italijansko ter madžarsko. Predstavljeni predlogi se nanašajo izključno na njiju. Obe manjšini imata pravice do izražanja narodne pripadnosti, rabe svojega jezika in pisave ter uporabe lastnih narodnih simbolov, ki so tudi temelj človekove pravice. Na tem področju bi v EU lahko predstavili Slovenijo kot dober zgled urejanja te problematike. Država namreč v ta območja vlaga precejšnje zneske, ki pa se porabljajo za različne dejavnosti, na primer s področja kulture, gospodarstva in šolstva. Stvar, ki najbolj povezuje in je v veliki meri brez negativnih spornih elementov, je kulinarika, v okviru katere bi se za kar se da dober dialog organiziralo razne festivale in kampanje. Zato je naš predlog uveljavitev enega dneva v letu, ki bi bil namenjen prav tej. Pripadniki manjšin bi pripravili vrsto jedi različnih značilnih za njihovo kulturo in bi tako pripadniki obeh manjšin in večinskega naroda lahko spoznali različne gastronomske elemente in kakšen nov recept za jedi, ki ga prej niso poznali. Na festivalu bi ponudili možnost, da pri kuhanju pomagajo ostali, ki bi se lahko tako iz prve roke naučili priprave raznih madžarskih ali italijanskih specialitet, spoznali bi pravice manjšin, njihovo kulturo in življenje nasploh, in tudi najmlajši bi sodelovali, za katere se nam zdi, da je še najbolj pomembno, da že zgodaj spoznajo njihovo kulturo in jo tudi spoštujejo. Menimo, da bi se tako vsi narodi med seboj povezali, manjšini bi se pa počutile še bolj sprejeti. Hvala lepa, Ema, za predlog ozaveščanja preko tako imenovane neke mehke diplomacije, kulinaričnih festivalov. Super. In še zadnja v tem sklopu, Gimnazija Bežigrad, prosim za predstavitev. Ja, lep pozdrav še iz moje strani. Sem Lara in bom predstavila predloge Gimnazije Bežigrad. Slogan Evropske unije se glasi Združena v raznolikosti in prav manjšine so ena izmed glavnih posebnosti, ki krepijo raznolikost znotraj države. Skrb za ohranjanje pravic manjšin je temeljni korak, ki bo privedel do Evropske unije, ki je zares povezana in ki ceni drugačnost svojih pripadnikov. Cilj, h kateremu bi morala stremeti vsaka država posebej, je, da se pripadniki manjšin v njej počutijo kot del celote, zastopane in slišane. Torej, naši predlogi so naslednji. Na političnem parketu bi morali imeti manjšinski zastopniki enako politično moč kot pripadniki večinske stranke. Poleg tega bi moralo biti njihovo število določeno glede na delež manjšinske populacije. Sprejeti bi morali biti protidiskriminacijski zakoni, ki bi se nanašali neposredno na manjšine. Ti bi zajemali vsa področja življenja, preko služb do šol in s sankcijami zagotavljali, da bi se manjšinski predstavniki v družbi počutili sprejete in varne. Te uredbe bi se nanašale na zakonsko opredeljene manjšine, kriterij bi bil na primer delež njihovih predstavnikov v celotni populaciji, specifične kulturne značilnosti in podobno. V šolski kurikulum bi morali vključiti več snovi povezane z manjšinami. V državi, kjer živijo njeni pripadniki, bi lahko bil v osnovnih in srednjih šolah njihov jezik ponujen kot izbirni predmet oziroma drugi tuji jezik, na primer v Sloveniji bi bili to italijanščina in madžarščina. Prav tako bi morali v kurikulum, na primer predmeta geografije, vključiti tudi poglavje, kjer bi učenci spoznavali tradicijo in kulturo manjšin ter s tem širili ponos, da živimo v tako pestri družbi. Poleg tega bi lahko uredili tudi, da bi fakultete, ki se nahajajo najbližje območjem manjšin, ponujale predavanja v dveh jezikih, jeziku manjšine in jeziku večinskega prebivalstva, kar bi bilo možno izvesti s sodelovanjem univerz in profesorjev iz obeh držav.
No in še zadnji predlog, ohranjanje njihove kulturne tradicije z ustanovitvijo lokalnih muzejev z domačimi običaji in navadami manjšin ter promoviranje gostovanj kulturnih prireditev, ustvarjenih s strani manjšin po celotni državi, kjer ta živi. Poudariti želimo predvsem, da mora vsaka država posebej ustvariti okolje, v katerem se bo manjšina počutila enakopravno in slišano. Tako bodo za raven Evropske unije postavljeni trdni temelji za sprejemanje drugačnosti in spoznavanje barvitosti, ki jo ta prinaša v družbo. Hvala. Najlepša hvala, Lara, tudi za vaš predlog, ki obsega več področij, od predstavništva, zakonodaje pa vse do ozaveščanja in izobraževanja. In prvi cikel zaključujemo z prvim komentarjem evropskega poslanca dr. Brgleza. Izvolite, dobrih 5 minut imamo tokrat na voljo. Ja, najlepša hvala. Zanimivi predlogi. Tisto, kar bi človek v osnovi izpostavil, je, da se vsi ukvarjamo zgolj s tistimi manjšinami, ki so priznane. V Evropi obstajajo številne manjšine, ki niso priznane, ali pa kjer nočemo pravzaprav se o tem sploh pogovarjati. V našem primeru so se to recimo vsaj predstavniki nekdanje države, torej v bistvu jugoslovanskih republik, ki živijo v Sloveniji in se še vedno počutijo kot manjšina ali pa ki želijo v bistvu ta status ohraniti. To je ena takih zadev, ki jih nikakor nismo spravili z dnevnega reda. Imamo neko politično deklaracijo, kaj več ne. In tudi zaradi tega, ker marsikje tega ni, se je vsaj na ravni Evropske unije v bistvu pojavila tudi državljanska pobuda, tako imenovani Minority Safe Pack, kjer se je bilo potrebno pravzaprav prav potruditi. Do sodišča je bilo potrebno iti, ker komisija ni hotela reagirati na celotno zadevo in tudi parlament je odreagiral zelo medlo. Pričakovanje je, da bodo neke zakonodajne rešitve in ukrepi na ravni Evropske unije glede tega vprašanja, vendar ne zgleda, da bo karkoli podobnega, kvečjemu bo kakšna strategija, bo v bistvu karkoli mehkega, nič tastega, kar bi imelo tudi pravno veljavo kot tako. To bi bilo glede tistega, torej in razpoloženje glede tega vprašanja, ja, tudi poslanci se vedno gledajoč na svojo državo pazijo, da se v kakorkoli ne vpletejo v te zadeve. Ena od takih omejitev, kjer absolutno veš, da gre za manjšino, pa se ne moreš pogovarjati v manjšini, poleg tistega, kar sem prej povedal, ampak pri nas govorimo o precej manjših številkah, je recimo znotraj Španije, so Katalonci, pa so Baski, ampak ne, v bistvu tukaj se ne pogovarjamo o tem, zaradi tega, ker pač ustava španska česarkoli takšnega ne dopušča. In to so neki problemi, ki obstajajo in dokler take države drugo podpirajo, kjer imajo kakršnekoli že probleme, je to velik problem. So številne države, kjer vemo, da obstajajo manjšine, pa jih ne priznavajo. Grčija, Francija. Ta percepcija, da stare države, ja, predvsem stare države, nove so bile pa seveda s kriteriji prisiljene upoštevati varstvo manjšin in nekaj narediti. Zaradi tega je Badinterjeva komisija, recimo tista, ki je ob razpadu Jugoslavije govorila o tem, kdo izpolnjuje kriterije, gledajoč tudi ta kriterij, ugotovila, da sta 2 državi, ki to izpolnjujeta, oziroma 2 novi republiki, ki bi jih lahko priznala Evropska unija takrat, in to sta bili Slovenija in Makedonija. Veste, kaj se je z Makedonijo potem dogajalo, oziroma Makedonija praktično vprašanje imena morala rešiti praktično leto nazaj, pa še vedno v bistvu ta odnos širitve in podobne zadeve so ostale v bistvu nerešene, kljub temu, da ga je razrešila, torej ker je pač ena od držav, ki je imela neke tendence tam zadrževala. Drugo, jaz mislim, da vsaka takšna zadeva, ki se nanaša na mehke stvari, na spoznavanje kulture, je dobra, ampak bi jaz to bolj univerzaliziral. Ne zgolj ti 2. Jih imamo več, dajmo v bistvu spoznavati tudi tiste, kjer imamo še problem
z celotno, v bistvu, z priznavanjem, ker če bo zakonodaja in politika pogoj, potem se na tem področju ničesar ne bo spremenilo. Ker, kot sem rekel, vse dokumenti, tudi obe konvenciji, ki sta znotraj Sveta Evrope, se nanašata na tiste države, ki so to zadevo ratificirale in rečejo, na tem ozemlju imamo pa tele manjšine in za te to spoštujemo. Ni važno, koliko jih je dejansko, ampak zgolj za tiste, za katere so rekli. S tem, da obstaja razlika med konvencijami v toliko, da tista, ki se nanaša na jezikovno raznolikost, torej v bistvu zaščita regionalnih in etničnih jezikov, tisto priznavajo tudi tiste države, ki drugače narodnih manjšin ne priznavajo. Tudi Francija recimo uporablja to zadevo. Pač ravno na tem geslu pač raznolikosti kulturne in vse ostale. Zdaj, politično organiziranje in sprejemljivost, ja, tukaj bom rekel tako, torej pri tem zadnjem. Zelo važno je v bistvu integracija manjšin. Zato je treba ustvariti ustrezno kulturo, ki gre preko zgolj nediskriminacije. Nediskriminacija za zaščito še zlasti etničnih manjšin nikoli ni dovolj. Zadeva, če res obstaja politična volja, mora iti celo v pozitivno diskriminacijo, da se lahko manjšina dejansko ohrani. Torej, neke posebne pravice manjšini, če hočemo manjšino ohraniti. Ker v nasprotnem primeru dejansko gre le lahko v muzej. Ne ironiziram, recimo naš odnos z Madžarsko, kjer imamo na obeh straneh nacionalne skupnosti, tako madžarsko narodno skupnost pri nas, kot slovensko narodno skupnost na Madžarske. Slovenska je tako malo številna, da dejansko predstavlja v bistvu nekaj muzealnega in v bistvu tudi sodelovanje med obema državama, ki je vsaj na tem področju zgledno, je predvsej boljše kot sodelovanje Madžarske s katerokoli drugo državo, kjer se tudi pojavlja vprašanje manjšin, ravno zaradi tega, ker je Slovenska tako majhna, da dejansko nikogar ne ogroža. In tudi te manjšine, ki so pri nas, so relativno majhne. Proces asimilacije, ki ga se včasih dogaja tudi brez neke politične podpore, pomeni pa pravzaprav, da ni več predstavnikov, ki bi želeli ohranjati kulturo kot tako. In je treba paziti, muzeji vsekakor niso dovolj, treba je bolj živ stik ohraniti s tem in včasih, ampak sestavni del, ja, da daš te zadeve v izobraževanje, to pa ja. Ta širši vidik mi je všeč, pri nekaterih je pa treba paziti, da večina ne začne to zadevo pravzaprav zlorabljati. Zato, da se ne bi z tem vprašanjem potrebovala ukvarjati. In kot sem že prej na začetku rekel, ob tem Minority Safe Packu, ki je končno prišel v Evropski parlament, se je meni vsaj pojavilo v bistvu tako začudenje, kako se vsi tega utepajo, vključno z mojo progresivno skupino, zaradi tega, ker ima vsakdo doma nekaj, zaradi česar se pač noče nekako izpostavljati in ker se je smatralo, da je to pobuda, ki jo naj bi v bistvu bolj desne ali pa skrajno desne vlade v Evropi na takšen ali drugačen način podpirale. Ampak jaz mislim, da je manjšinsko varstvo nekaj, s čemer se je treba ukvarjati in da to ni leva ali pa desna tema, ampak je tema dosedanjega stanja človekovih pravic, ki pa je tle dejansko prešibko, ker to, kar poznamo na mednarodnem nivoju, je dejansko samo nediskriminacija na neki podlagi. Ampak ta nediskriminacija pa lahko gre zelo široko in se tudi na tem področju nekaj razširi. Eden od protokolov v Evropski konvenciji o človekovih pravicah govori o splošni nediskriminaciji. Torej, recimo za še zlasti etnične manjšine, nobenega ne smeš diskriminirati
za vsako pravico, ki jo določa nacionalna zakonodaja. To je zelo dolgo. Ni jasno, do kod pravzaprav gre to manjšinsko varstvo potencialno, ampak govori o tem, da na osnovi etnične pripadnosti ali pa kakšnega drugega manjšinskega statusa nikogar ne smemo diskriminirati. Za Slovenijo ta zadeva velja. Kakšen bo pa doseg tega, kako bo to zadevo interpretiralo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, do tja pa še nismo prišli, ker končno je tisto varuh tovrstnih stvari. Naše ustavno pač je zgolj ena od stopenj, da prideš do Evropskega sodišča za človekove pravice, če pač naše ustavno ne odreagira. Hvala lepa. Ob zaključku vašega komentarja bi še omenila, da je vaša uvodna misel o manjšinah, ki so priznane in versus manjšinah, ki pravzaprav niso priznane, spodbudila zelo zanimivo razpravo tudi v komentarjih. Najprej o Kataloncih, potem pa še o Tajvanu, tako da če nam na koncu ostane kaj časa, definitivno naslovimo mogoče tudi to diskusijo, ki se je odprla, in seveda tudi ostali vabljeni, da prispevate svoje misli. Jaz pa bi otvorila drugi krog naših predlogov, zato da nam ne bo na koncu zmanjkalo časa za to, kar ste dijaki pripravili. In bi prosila za prvo predstavitev predstavnika oziroma predstavnico Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše. Izvolite. Dober dan, hvala za besedo. Moje ime je Ožbej Očko. Na naši šoli menimo, da smo Slovenci kot narod precej konzervativni in da smo zato do manjšin in njihovih predstavnikov večinoma zadržani. Naša zadržanost se pa kaže v odnosu do drugačnosti glede veroizpovedi, rase, nacionalnosti, spolne usmerjenosti in nasploh do njihovega načina življenja. Verjetno je pa v ospredju pomanjkanje znanja in strah pred neznanim. Zato so naši predlogi usmerjeni predvsem v ozaveščanje in širjenje znanja. Menimo, da če se identificiramo kot odprta družba, moramo sprejemati manjšine in biti strpni do teh ljudi, ki se v določenih stvareh razlikujejo od nas. Bistveno se nam zdi, da z ozaveščanjem in širjenjem informacij začnemo že pri otrocih v osnovnih šolah. Nestrpnost pogosto izhaja iz družinskega okolja, zato je pomembno, da k širjenju znanja prispevajo tudi mediji in socialna omrežja, ki imajo velik vpliv predvsem med mladimi. K temu bi pa zagotovo močno pripomogla tudi boljša kultura izražanja v družbeni in politični komunikaciji, v medijih in na socialnih omrežjih, o čem v naših razpravah že govorili. Menimo, da bi sankcije države morale biti bolj jasne glede nestrpnosti. Menimo tudi, da mora večinsko prebivalstvo, da se mora potruditi in z različnimi oblikami pomagati manjšinam pri prilagajanju v novo okolico in na tak način bi tudi mi boljše razumeli in pomagali drugačnim manjšinam. Po drugi strani pa menimo, da se pripadniki manjšin morajo zavedati kulture večinskega okolja in se temu okolju tudi prilagoditi in to na tak način, da ne vsiljujejo svoje kulture, pa tudi na tak način, da je ne zanikajo. Ker pa se zavedamo, da je ta meja velikokrat pretanka, je potrebno vzgajati večinsko prebivalstvo kot tudi manjšine. In zdi se nam, kot ena taka zaključna misel, da manjšine lahko obogatijo večinsko kulturo, če živijo kot integriran del večinskega prebivalstva. Hvala. Najlepša hvala, Ožbej, za vaš predlog in premisleke oziroma razmišljanja. Za naslednjo predstavitev pa prosim predstavnico oziroma predstavnika Gimnazije Slovenske Konjice. Pozdravljeni. Moje ime je Una in prihajam iz Gimnazije Slovenske Konjice. In ko smo se mi začeli ukvarjati s tem problemom, smo nekaj videli en taki širši problem. In glavni problem je bil v mentaliteti in v tem percepciji ljudi. In če bi vsi bili enakovredni in noben ne bi uničeval drugih, potem potrebe po manjšinskih pravicah sploh ne bi bilo.
temveč bi veljale samo splošne pravice, ki bi zajemale res vse, in to ne samo na papirju, ampak tudi v realnosti. In ljudje ne bi razmišljali o manjvrednosti manjšin, ampak predvsem o sprejemanju drugačnosti in pa ekvivalentnosti v sebi, kljub manjši kapaciteti ljudi v manjšinah, ta namišljena superiornost pa v bistvu živi in pa obstaja predvsem v razmišljanju posameznikov. Ampak ker je pa nekako lažje postaviti pravice, katerim pač v primeru kršenja sledijo kazenske posledice, kot pa spremeniti na splošno mišljenje celotne družbe, pa smo zato tukaj kot prvi predlog predlagali najprej povečanje kvot zastopnikov manjšin, na splošno tudi v parlamentu ali pa skupščinah, tudi na določenih delovnih mestih, predvsem zato, da bi pripadniki manjšin pridobili večji glas in bi bili res slišani. Zdaj bo pa še nadaljevala moja šolka. Pozdravljeni. Torej, ste vi sklicevali na manjšinske pravice in načela enakosti, saj so manjšine pogosto v prikrajšanem položaju. Zato zahtevajo posebne ukrepe za zagotovitev, da imajo enake pravice kot ostalo prebivalstvo. Več dostopa do izobraževanja na vseh ravneh za pripadnike narodnosti. Saj izobraževanje prinaša dragocene razvojne koristi in spodbuja uresničevanje posameznikovih svoboščin. Hkrati manjšinske pravice krepijo medetične odnose, tudi nekakšna vaja strpnosti in nekega medkulturnega dialoga. Spodbujanje medsebojnega spoštovanja in razumevanja bi morale biti različne skupine, ki sestavljajo družbo, sposobne sodelovati med seboj, hkrati pa ohranjati lastno identiteto. Osnovni elementi, potrebni za uresničitev tega cilja, so torej spodbujanje znanja o kulturi, zgodovini, jeziku in pa religiji manjšin v medkulturnem pogledu. Prav tako bi več pozornosti namenili nerešenim medetičnim napetostim in izključenosti, ki ostajajo nerešene in zato zlahka postanejo vir nestabilnosti in konfliktov. Učinkovito spopadanje z odnosi med manjšinami in večino po etničnih konfliktih je ključnega pomena. V zvezi s tem zaščita narodnih manjšin ni le bistvenega pomena za krepitev socialne kohezije v različnih družbah, temveč demokratičnega trajnostnega razvoja in miru v razmerah nestabilnosti. Manjšine so pogosto v prikrajšanem in pa ranljivem položaju, zato mislimo, da je ključno, da se zavedamo enakopravnosti in pa pravičnosti vseh, saj tudi zaščita manjšinskih pravic, vaja strpnosti in pa medkulturnega dialoga. Hvala. Hvala lepa, Ula in Kristina. Doktor Brglez, jaz upam, da ste vi Kristino mičken boljše slišali kot jaz, oziroma da smo nekako, jaz sem uspela nekako zaobjeti bistvo, če ne pa ga potem, ker imam jaz tukaj le še napisano, ga jaz še enkrat povzamem, če je preveč prekinjalo. Kot zadnjo v tem našem drugem krogu pa k predstavitvi vabim Kmetijsko šolo Grm in Biotehniško gimnazijo. Izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, sem Leja in predstavila bom predloge dijakov drugega letnika Biotehniške gimnazije iz Kmetijske šole Grm Biotehniške gimnazije. Predlagamo, da Evropska unija preveri zakone držav članic in ugotovi, kateri zakoni diskriminirajo na podlagi narodnosti, vere, spolne usmerjenosti, spola, starosti, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine in od teh držav zahteva, da odpravijo nepravilnosti. Kljub določenemu pravnemu varstvu so manjšine še vedno diskriminirane in žrtve različnih oblik nasilja. Zato ni dovolj le zakonodaja, ki ščiti manjšine, ampak bi morali več pozornosti nameniti tudi izobraževanju na tem področju. Uvesti bi morali obvezen predmet ali pa krožke, kjer bi že od malih nog spoznavali manjšine, njihovo kulturo, težave, s katerimi se soočajo na podlagi tega, da so del manjšine. S tem bi lažje kot starejši ohranili strpnost do nekaterih skupin ljudi. Menimo, da bi morala Evropska unija več pozornosti nameniti izobraževanju o manjšinah tudi na družbenih omrežjih,
saj večina državljanov verjetno ne bo šla brati daljših strategij in zakonov, veliko verjetneje je, da bi v stik s to tematiko prej prišli na državnih omrežjih. Menimo, da bi morala Evropska unija uvesti strožji nadzor nad sovražnim govorom, saj le ta spodbuja širjenje stereotipov in nasilja nad manjšinami, kar bi morali strožje kaznovati. Menimo, da bi morali ljudi izobraževati o manjšinah, saj ima sovražni govor pogosto začetek na slabi izobraženosti osebe, ali pa želijo ljudje, ki imajo velik vpliv na ljudi, ki imajo manj znanja s področja manjšin, sovražnim govorom pri njih vzbujati strah pred manjšinami, strah, da bodo manjšine pravice pridobile na škodo večinskega prebivalstva in sebe zaradi lastnih interesov predstavljajo kot rešitev. Žal napredek na področju spoštovanja pravic manjšin oziroma splošnih človekovih pravic ni samoumeven. V zgodovini bi se morali naučiti, da so prav ti ljudje, ki širijo sovražni govor, največja nevarnost družbi. Težavo vidimo tudi v tem, da ni točno določeno, kaj sploh je manjšina, kakšne pravice pripadajo in kje je prisotna, tako lahko določene države same izoblikujejo kriterije tudi z namenom, da se izognejo odgovornosti do manjšin, oziroma se izognejo spoštovanju pravic manjšin, ki so prisotne. Na primer, na Poljskem so se odločili, da bodo razglasili območja brez LGBT. To so dejansko območja diskriminacije, območja brez spoštovanja človekovih pravic sredi Evropske unije. Narodne manjšine v državah Evropske unije bi morale biti v večji meri vključene v odločanje na različnih ravneh. Zagotovljene bi morali imeti sedeže v parlamentu, žal povsod v Evropski uniji ni tako. Menimo, da bi morali biti v reklamah, oddajah, filmih, serijah, učbenikih manjšine zastopane v večji meri. Drugače lahko dobimo napačen občutek, da na določenem območju ni pripadnikov manjšin in zato, ko pridemo v stik z njimi, dojemamo kot nekaj tujega, kar nas ogroža. Predlagamo vsakoletno beleženje in popis počutja manjšine z različnimi vprašalniki v vseh državah Evropske unije. Agencija Evropske unije za temeljne pravice do sedaj izvede 2 takšne anketi, leta 2008 in 2020. Kršenje pravic manjšin bi morali dokumentirati, izpostavljati in ustrezno kaznovati. 82% pripadnikov rasnih manjšin, ki so jih v anketi o manjšinah v Evropski uniji vprašali, zakaj diskriminacijske dogodka niso prijavili pristojnemu organu, je v večini odgovorilo, da zato, ker menijo, da se ne bo nič zgodilo. Ker se takšni dogodki ne prijavljajo, so uradne številke o diskriminaciji na podlagi rasne pripadnosti le vrh ledene gore. Hvala za pozornost. Hvala, Lea, za predstavitev vaših predlogov. Pripravili ste nam en cel nabor in na tej točki prosim evropskega poslanca za komentar. Tokrat pa imamo malo manj kot 5 minut, zato da tretjo skupino ustrezno spravimo skozi. Vem, da je to težek zalogaj, ker smo kar nekaj predlogov zdaj slišali in vem, da jih potem ni mogoče čisto vseh nasloviti. Ja, bom poskušal biti hiter. Prej sem pozabil eno stvar omeniti, ampak se nekako izpostavlja. Običajno, ko govorimo o manjšinah, govorimo zgolj o avtohtonih manjšinah ali pa razmišljamo predvsem na ta način. To je v bistvu malo slovenska značilnost. Mednarodno varstvo pozna zgolj manjšine in definicija je eden od večjih problemov, ki jih imamo. Tisto, kar ste v prvi skupini predlagali kot v bistvu kako bi se morala večina prilagajati manjšinam oziroma in na drugi strani bi pa morale manjšine spoštovati kulturo večinskega okolja, je v bistvu bolj situacija za, bom človek rekel, migracijske zadeve oziroma migrantske skupnosti, ki se na takšen ali drugačen način pojavljajo. In vsaj tudi razlikovanje med temi avtohtonimi, ki naj bi zelo dolgo živeli in tistimi, ki se naj bi kasneje preselile, je tudi en tak primer. Nikoli ne veš v bistvu, katero leto je tisto, kdaj bi lahko. Tudi naši predniki so kje manjšina oziroma so lahko neko skupnost tudi zaradi ekonomskih ali pa političnih razlogov oblikovali in v bistvu potrebujejo najverjetneje neko varstvo ali pa vsaj neko nediskriminacijo na tem področju. Drugo vprašanje je seveda vprašanje v bistvu, koliko zastopnikov lahko ali pa koliko lahko to naredimo. Prej sem jaz pri nas pozabil povedati, poleg tistih 2, ki so v parlamentu in ne odražata niti približno stanje, v bistvu pri nas je pozitivna diskriminacija v tem pogledu kar velika, v bistvu dobesedno predstavniki manjšin imajo 2 glasova, tudi celo na volitvah.
kar pomeni, da volijo najprej na splošno, v bistvu strankarskega predstavnika, hkrati pa tudi svojega. In je samo na ta način možno zagotoviti v bistvu tisto mesto v parlamentu, ker glede na odstotke pač preprosto ne bi šlo po merilih striktne reprezentativnosti. Poleg tega imamo v bistvu še tako imenovane v bistvu romske svetnike v lokalnih skupnostih, kjer ti prebivajo ali pa kjer jih želijo priznati. Zdaj, v sedanjem stanju je celo tako, da si nekatere občine to želijo, čeprav jih nimajo, zato ker so s tem povezana, ne boste verjeli, tudi finančna sredstva, ki jih je pa treba namensko uporabiti. Tisto druga stvar, ki bi jo pri ta zadnjem v bistvu posebej izpostavil, je pa, imamo probleme na evropski ravni. Da bi Evropska unija preverila v bistvu stanje v državah, bi se moralo prej par stvari zgoditi. Prva in osnovna, tudi Evropska unija bi morala postati pogodbenica Evropske konvencije o človekovih pravicah. Ko enkrat postaviš to, potem lahko nadaljuješ od tam še bolj poglobljeno v bistvu spremljanje stanja z posameznimi manjšinami, za nekatere, ki nimajo svoje države, ali pa ki nimajo matične države, Rome, recimo, se nekaj dela znotraj Evrope, ker je to pač skupen problem. Odnosi do tega vprašanja so pa po posameznih državah članicah zelo, zelo različni. Tisto, kjer govorimo pa o tem, v bistvu, v trenutku, ko se pojavi populizem v smislu mi prvi, najprej mi, potem pa vsi ostali, običajno govorimo to z stališča večinskega naroda, tisto takoj gre v direktno nasprotje z razumevanjem človekovih pravic. Razumevanje človekovih pravic ravno zato je univerzalno, vsakemu pripadajo, ni razlik. In tisti, ki je odgovoren za njihovo spoštovanje, je država, tudi do tistih, ki na takšen ali drugačen način promovirajo tega, da so eni več vredni in drugi manj vredni. Zgodovinske izkušnje so pa zelo neprijetne pri teh zadevah, če gredo izpod nadzora. Samo pravo nikoli ni dovolj, ljudje ga morajo ponotraniti. Če ga ne ponotranijo, če ne jemljajo teh pravil za svoje, bom rekel, je zgolj vprašanje kaznovanja premalo v bistvu, da bi razrešilo to stanje. Še zlasti pri tem zadnjem, kar ste omenili, in to je, da so recimo pri rasni diskriminaciji ali pa pri nekaterih drugih oblikah, samo če se naslanjamo zgolj na uradne statistike, vedno zgrešimo. Ogromno teh zadev je. Na vseh nivojih je pravzaprav ogromno kaznivih dejanj, dobesedno kaznivih dejanj, ki če niso prijavljene, se potem smatra, da se to ni zgodilo. Družboslovci ali pa v družboslovju vemo, da je to sicer različno pri različnih kategorijah in da je to dejansko zgolj vrh ledene gore in da v bistvu brez procesa izobraževanja in tudi neke politične volje v družbi se tle neki veliki premiki žal ne morejo zgoditi. Hvala lepa za komentarje in premisleke. In še 10 minut imamo, tako da gremo na našo tretjo, zadnjo skupino. V tej skupini ste pa vse šole, poleg splošnih priporočil, izpostavile tudi varstvo pravic LGBTIQ skupnosti, tako da sem vas razvrstila nekako v eno skupino. In kot prvo vabim k predstavitvi Srednjo šolo Zagorje. Izvolite. Zdravo, sem Tina Krstič iz Srednje šole Zagorje. Kakor ste rekli, poznamo veliko različnih manjšin. Nam se mi zdi, da je v Sloveniji najbolj znana narodna manjšina. Obstajajo pa tudi druge manjšine, ki glih tako potrebujejo več pozornosti in pravic. Naš predlog je bil, da bi se v Evropski uniji priznale vse narodne manjšine. Vemo, da je to precej naporna naloga, se lahko vznikajo vedno nove, vendar menim, da se ima vsak posameznik pravico opredeliti. Vsi bi imeli pravico do učenja svojega maternega jezika v obliki razširjenega programa šole. Na primer, če je v Sloveniji uradni jezik slovenščina, se seveda v to ne bi posegalo, bi pa imeli možnost učenja svojega jezika znotraj šole. Naslednji je, na primer,
čeprav imajo pravico bivanja kjerkoli, se pogosto dogaja, da prebivajo v kolonijah, v določenih predelih, ki so neuradno določeni, bodisi se za to sami odločijo ali pa vse privede k temu. Potrebno bi bilo najti ukrepe, ki bi to preskočili in bi se pripadniki manjšin lažje odločili za bivanje kjerkoli, kar bi pomenilo lažjo integracijo v okolje, asimilacijo in podobno, saj bi potekalo brez prisile in presotkov. Tako bi se tudi lažje vključevali na trg dela, saj imajo vsi pravico do izobrazbe in vstopa na trg dela, a vendar je jasno, da je to za manjšine težje, glede na to, da imajo povsem drugačen izhodiščni položaj. Se mi zdi, da gre to z roko v roki s šolanjem v osnovnih šolah in že v vrtcu ter tudi srednjih šolah bi moralo biti več ur namenjenih predmetom, ki izobražujejo otroke o rasizmu, prijaznosti, spoštovanju. Dostikrat so izbirni, ampak bi morali biti obvezni, ker kljub temu, da imajo pravice, so dostikrat kršene in je prisotna prekomerna mera ustrahovanja ali pa posmehovanja. Naslednji je, na primer, da bi bila možna izgraditev vseh verskih objektov, ki jih verske skupnosti potrebujejo za svoje potrebe. LGBTQ skupnosti bi dodelili več pravic, kot so na primer pravica do posvojitve otroka, ustvarjanja družine ali pa pač poroke. In pa še zadnja, temnopolta etnična manjšina, ki je večja težava, se mi zdi bolj v Evropi, kakor pa samo v Sloveniji. Poudarek bi bil na pravici da bi imeli pravico do vseh delovnih mest in enakega plačila. Zopet pravica do učenja njihovega maternega jezika in kulture. Na primer, zgrajene bi bile ustanove, kjer bi si bilo možno izobraževati o kulturi in jo spoznavati. Prav tako bi bil poudarek na preprečevanju rasizma in posmehovanja ter prepovedi in sankcioniranja ter ničelna toleranca do verbalnih ali fizičnih obračunov na podlagi rasizma, verske pripadnosti ali pa narodnosti, kakor so na primer denarne kazni ali pa pač zapor. Hvala. Hvala lepa, Tina, in hvala, da ste izpostavili različne vrste manjšin oziroma različne skupine manjšin. Naslednjo pa k predstavitvi vabim Gimnazijo Celje Center. Mislim, da so 3 punce pripravile tale predlog. Izvolite predstaviti. Tija in Ika iz Gimnazije Celje Center. Je katera tukaj? Ne. Okej, mogoče dokler najdemo Gimnazijo Celje Center, gremo na predstavitev srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki je tudi v tej skupini. Najlepša hvala za besedo in pozdravljeni. Moje ime je Manca Kepa in prihajam iz srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Dijaki ambasadorji Evropskega parlamenta smo v preteklem tednu razpravljali o položaju in pravicah manjšin v Evropski uniji in jaz bom predstavila del predlogov, ki smo si jih domislili. Torej, menimo, da bi v učni načrt že v osnovni šoli morali uvesti več vsebin na temo pravic LGBT skupnosti in drugih manjšin. Učni načrt namreč tem vsebinam namenja veliko premalo časa, medtem ko so zelo pomembne za dobrobit družbe, torej predvsem za spodbujanje strpnosti. Država in vsi pristojni lokalni organi bi morali pomagati članom različnih manjšin, da organizirajo dejavnosti, kot so na primer raznorazni shodi, kot je na primer parada ponosa, delavnice, prireditve in tako dalje, ki ozaveščajo državljane o pravicah manjšin v Republiki Sloveniji. Vzpostaviti moramo tudi jasen sistem, s katerim bodo državljani lažje prepoznali in prijavili kazniva dejanja sovražnega govora in nasilja nad manjšinami. Uslužbenci organov kazenskega pregona morajo taka kazniva dejanja obravnavati na isti ravni kot druga kazniva dejanja. In za konec predlagamo še strožje sankcije za osebe na vodilnih položajih v državi ob homofobičnih, xenofobičnih oziroma kakorkoli spornih izjavah na uradnih socialnih omrežjih in oblikovanje komisije, ki bi na podlagi obstoječe zakonodaje te kršitelje prepoznavala in jih kazensko preganjala. Osebe na vodilnih pozicijah imajo namreč velik vpliv na državljane in bi morali biti zgled spoštljivega vedenja. To je z moje strani vse. Najlepša vam hvala za pozornost. Besedo pa predajam kolegici Nataši. Pozdravljeni, jaz sem kolegica. Jaz sem se pa malo bolj na splošno posvetila temi migracij. In sicer globalne migracije so ena ključnih značilnosti sodobnih družb in spremembe, ki jih prinašajo, so obsežne in zahtevajo celoten spekter družbenega organiziranja,
Naprimer, po begunski krizi leta 2015 so postale državne meje okrepljene, na novo so opredeljene kategorije beguncev, povečan je tudi notranji nadzor in pa izvedene so celo deportacije. In priseljevanje, nekdaj postranska politična tema, se je v tem času razvila v eno najbolj ključnih in pa zapletenih vprašanj v Evropi. Vsekakor je eno pomembnejših dejstev to, da migracij ni mogoče povsem regulirati, tudi ne povsem nadzorovati ali omejevati. Iz zgodovine je znano, da so se ljudje od nekdaj selili in si zato tudi vedno našli ustrezne poti. In pričakovan odziv na neke restriktivne politike priseljevanja so torej neregularne migracije, saj se migranti v situaciji omejenih ali pa povsem zaprtih legalnih možnosti vstopa v države obrnejo na ilegalne načine vstopa in tako postanejo neregularne migracije dobro organiziran in pa tudi dobičkonosen posel kriminalnih združb, o posledicah tema pa na žalost pogosto slišimo tudi v medijih. In kot danes govorimo o migracijah, je težko spregledati odpor do migrantov, ki ga pogosto čutijo avtohtoni prebivalci držav priseljevanja. Omenjeni odpor lahko povežemo s tako imenovano krizo nacionalne identitete, ki se pojavi zaradi strahu pred tujci, neobvladljivostjo migracijskih tokov in s tem kulturno ogroženostjo matičnih prebivalcev. In ključno vlogo pri širjenju tega strahu imajo množični mediji ter tiste politične stranke, ki poudarjajo krepitev nacionalizma. Tradicionalno sicer pri tem mislimo na desne stranke, ki so v zadnjih letih pridobile tudi veliko podporo in zmaga določenih strank je celo potekala vzporedno s prihodom večjega števila beguncev. Radikalne stranke begunce in migrante povezujejo s kriminaliteto in grožnjo nacionalni kulturi in identiteti, kar vodi do porasta torej nacionalizma in pa nacionalističnih gibanj oziroma skupin, ki ne spoštujejo človekovih pravic ter na žalost spodbujajo sovražni govor. Temeljno vprašanje, s katerim se ukvarja večina pri spopadanju z migracijami, je torej, kako zagotoviti uspešno vključitev migrantov in njihovih potomcev v novo okolje. In glavna akterja tega procesa sta še vedno država oziroma širše skupnosti, kakršna je tudi Evropska unija, ter do določene mere civilna družba. Vsekakor bi morala biti želja države čim hitrejša in boljša vključenost migranta na trg dela, kar pomeni znižanje stopnje brezposelnosti in tako zagotovilo ekonomske neodvisnosti brez socialne pomoči države, ki posledično vodi tudi v boljšo socialno varnost ter položaj na primer stanovanjskem področju. Dejstvo je, da se migranti soočajo s številnimi ovirami, na primer nepoznavanje jezika, diskriminacija na delovnem mestu in podobno, kar pogosto vodi v slabši socialno-ekonomski položaj, kot ga ima večinsko prebivalstvo. Pogosto so namreč le začasno vključeni v nekatera področja družbenega življenja, zlasti na trg dela, vendar hkrati izključeni iz vseh drugih domen socialnega življenja in državljanskih pravic. Ravno zato menimo, da je dodeljevanje socialnih, političnih, civilnih in drugih pravic predstavlja dobre temelje za uspešno vključevanje migrantov v gostiteljsko družbo. Migranti in begunci oziroma tujci na splošno lahko predstavljajo velik člen v družbi, če jih zna ta pravilno vključiti vanjo. Hkrati lahko pomagajo pri gospodarski rasti države in zapolnijo tista delovna mesta, za katera primanjkuje kadra. Kulturna raznolikost družbo bogati in ustvarja zaupanje med ljudmi, na žalost pa lahko ustvari ravno nasprotno okolje, nestrpno družbo, polno nesoglasij, ki vodijo v vedno večjo diskriminacijo, ksenofobijo in pa rasizem. To je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa obema, Manci in Nataši, za vašo predstavitev in premisleke. Jaz pa še enkrat preverim, če je tukaj kdo iz Gimnazije Celje Center, ki bo predstavil predlog. Ja, pozdravljeni. Jaz se bi pa najprej Zdravo. ker sošolki ni delal mikrofon, tako da bom jaz predstavila. Naši predlogi pa so: v današnjem času si veliko istospolnih parov želi otroka, vendar jim v veliko državah zakon to prepoveduje, saj njihova partnerska zveza ni mogoča ali obravnava enakopravno v zakonski zvezi. Saj ta za razliko od zakonske zveze ne dovoljuje oploditve z medicinsko pomočjo ali posvojitve otroka. Predlagamo torej, da Evropska unija sprejme zakon, s katerim bi povsod omogočili sklenitev partnerske zveze med istospolnimi pari in bi te imele enake pravice kot zakonske zveze. S tem bi ti pari za posvojitev otrok imeli enake pogoje in bi jim lahko zagotovili družino. Nasprotniki posvojitve otrok v istospolne pare trdijo, da otrok v istospolni skupnosti ne more pravilno odraščati zaradi pomanjkanja raznospolnih vzorcev, vendar so različne raziskave te trditve zanikale.
Naslednji predlog. Otroke in mladostnike bi bilo potrebno bolje izobraziti na področju različnih kultur, da se znebijo oziroma preprečijo predsodki. Predlagamo, da se ustvari YouTube kanal, na katerem bi dijake izobraževali o različnih kulturah, manjšinah in aktualnih temah. Evropska unija bi pa ta projekt spodbujala finančno in organizacijsko, tako da bi objavila razpis, v katerem bi pozvala družine z različnih manjšin, kultur, da te predstavijo, ter izbere družino, ki bo predstavljala. Videi bi bili posneti v angleščini, trajali pa bi 8 do 12 minut. V državah, v katerih se izvaja razredna ura, bi se lahko video ogledali med to, v ostalih državah pa bi za ogled našli dodatne ure, torej en video vsakih 14 dni. Recimo za primer, v Sloveniji imamo italijansko in madžarsko manjšino, zato bi lahko družini, ki pripadata tem manjšinam, v Sloveniji predstavili svoje življenje, ter kako dejstvo, da živijo v narodni manjšini in kako to vpliva na njihovo življenje. Ter še naš zadnji predlog. Veliko pripadnikov LGBT+ skupnosti se sooči z negativnimi reakcijami staršev in sorodnikov ali celo fizičnim nasiljem in izgonom od doma. Zato bi lahko ustanovili varne hiše za to skupnost, delovale bi na podoben način kot varne hiše za ženske oziroma moške. Evropska unija pa bi finančno in organizacijsko spodbujala preko dobrodelnega sklada, različnih razpisov in prostovoljnih prispevkov. Hvala. Najlepša hvala, Tija. Super, da smo našli predstavnico Gimnazije Celje Center. Zdaj že malo zamujamo, ampak jaz vas vseeno prosim, da počakamo še na zadnji komentar. In doktor Brglez, izvolite. Se bom skušal spet skoncentrirati. Najprej tisto, kar je zelo pomembno dejstvo, ki sem ga prej v povezavi s Slovenijo, ki nisem jasno omenil. Pri nas živi nestrnjeno tudi nemška uradno narodna skupina. Tako smo prevedli v bistvu sporazum z Avstrijo, ki to ureja. Sporazum o sodelovanju v kulturi, ki naj bi to zadevo urejal. Že ti prevodi so včasih malo čudni. Gre za nemški izraz, drugače manjšina. Ampak dobro, to je drug del zgodbe. Tisto, kar imajo tisto predlogi skupnega, je, da vsaj kar se tiče LGBT-ja, gredo dalj, kot bi države želele iti. Tudi pri nas ste imeli referendum o tem vprašanju. Referendum je tako glede oploditve z biomedicinsko pomočjo ali pa glede istospolnih skupnosti in možnosti posvojitve, so ravno na tej točki padali in ga je dopustilo tudi Ustavno sodišče. Zdaj pa tu veš, da zelo težko prideš gor. Pristojnosti Evropske unije na tem področju, da bi to lahko vsilila državam, pa ni. In tudi v vsaki državi se spoštuje neka, dajmo reči, toleranca v razumevanju posameznih človekovih pravic, s katerimi se je država zavezala. Tako da tudi, če to zadevo gledamo s stališča Sveta Evrope, bomo prišli do tega, da je to zelo težko dobesedno vsiliti. Je pa zelo zanimiv predlog glede varnih hiš, pa jaz ne bi rekel, da bi morala na dobrodelnosti to temeljiti, ampak to bi pa res lahko Evropska unija, če se že zavzema v bistvu za prijaznejše okolje, če se zavzemamo za prijaznejše okolje za različne družbene skupine, tudi LGBT plus osebe, potem bi lahko varne hiše tudi glede tega pravzaprav do določene mere pomagale. Tudi ta YouTube kanal izgleda veliko bolj realističen. Ono prvo je pa se dobesedno zadeva vsili strani EU, nima pristojnosti, da bi to naredila. Že itak je ogromno evroskepticizma, potem bi ga bilo pa dobesedno še več, ker je pa toliko prisoten populizem, da to ni res. Še ena stvar, ki je zelo pomembna in ki se jo izpostavlja, so pa pravzaprav migracije. Prej nismo kaj veliko o tem govorili, razen o tem, kakšen bi moral biti odnos med večino pa tistimi, ki prihajajo, ampak znotraj migracij sta vsaj dve stanji, ki sta pomembni. Eni so tisti, ki so dejansko begunci in bežijo pred, in bi se jim kaj zgodilo, če se jim vrne.
ti si zaslužijo status in za njih je treba poskrbeti in tukaj gre za mednarodne obveze. Na drugi strani so pa v bistvu ekonomski migranti, mi je bilo pa zelo všeč, da je bil uporabljen izraz neregulirane, ker običajno se pri nas zelo hitro uporabi nekaj, kar tega v pravnem besednjaku ni, nezakonite in podobne stvari. Običajno se začne že pri teh stvarih. In mogoče čist na koncu še enkrat tisto, s čemer sem danes začel, ni dovolj zgolj v bistvu biti strpen do manjšin. Manjšine je treba spoštovati. Ne pomeni v bistvu, da pač strpnost pomeni običajno, ok, dopuščam te, da si tukaj, ampak sem več vreden od tebe. Spoštovanje pa pomeni v bistvu, da se dejansko to zadevo sprejme. Smo pa še zelo daleč od tega, da je bi takšna družba in v bistvu ne zgolj tukaj, ampak nasplošno v Evropski uniji in tako kot se je treba za človekove pravice boriti, se je znotraj tega treba vedno boriti tudi za manjšinske pravice ali pa drugače povedano. Manjšinske pravice so indikator tega, koliko se dejansko človekove pravice spoštuje v dani družbi. In ravno zato, ker zamejujejo večino, da bi lahko počela, kar bi želela. Pričakuje se sicer, da bi država to naredila, ampak država smo tudi vsi tisti, ki smo bodisi manjšina, bodisi večina v dani družbi in mislim, da je od tega razumevanja, da lahko tudi sami nekaj naredimo, ogromno odvisno. Če drugega ne, mogoče lahko preprečimo kakšno grdo besedo, če smo v družbi, ali pa kakršnokoli že slabo ravnanje. Ja, mislim, da se tam štarta, od spodaj navzgor se štarta, od zgoraj navzdol pri teh vprašanjih žal ne gre. Razen pa že enkrat obstajajo mednarodni standardi, katerim bi se morala država zavezati, je pa potem možno v bistvu to zavezo tudi nadzirati. Za kakršenkoli takšen nadzor mora obstajati sodno varstvo. V Evropi imamo Evropsko sodišče za človekove pravice, ampak ko enkrat to razsodi, pa rabi spet državo, da ima v bistvu voljo, da to sodbo izpelje. Mi smo zaenkrat še takšna država, kjer levi in desni zagovarjamo in vsako sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice treba spoštovati. Številne države Evropske unije pa se tega, vsaj do nekaterih sodb, žal na ta način ne obnašajo več. Zdaj bi se pa ustavil. Hvala. Mi je bilo pa zelo zanimivo, moram priznati. Ja, hvala lepa, dr. Brglez, za komentarje in tudi za popotnico na koncu o spoštovanju manjšin, ne le strpnosti do manjšin. Mislim, da je to nekaj, kar lahko danes res odnesemo s sabo in mogoče opozorimo tudi koga okoli nas, ko slišimo ta izraz strpnost, pa razložimo to pomembno razliko med strpnostjo in spoštovanjem. In mislim, da smo tudi odprli kar nekaj zanimivih tem, ki lahko služijo kot iztočnica za naprej, za kakšno debato, ki jo organizirate na šolah, okroglo mizo, mogoče izvedete kakšen intervju. Zmeri poudarjam, da se evropski poslanci zelo radi odzovejo na vaša vabila, če le imajo čas. Kar nekaj zanimivih misli ste tudi danes slišali od evropskega poslanca dr. Brgleza in če vam je kaj ostalo, če nekaj rezonira z vami, dajte mogoče to izkoristiti pa organizirati kako aktivnost na to temo, da poskušamo tudi širše izven tega našega kroga ozaveščati o tej pomembni tematiki. Na tej točki hvala še enkrat evropski poslanec dr. Brglez, da ste si vzeli čas za nas, hvala za komentarje, premisleke, misli in hvala tudi vam, dijakinje in dijaki, seveda učiteljice in učitelji, za predloge. Vse vaše predloge, vseh 27, bomo zdaj po diskusiji poslali evropskemu poslancu v ogled in morebiten komentar. Notri so tudi vaši kontakti, če bi se pravi želeli jim dr. Brglez poslati kak komentar nazaj. In mislim, da smo naredili spet eno pomembno stvar, zbrali smo nekak predloge mladine na področju Slovenije o
tematiki o varstvu manjšin, tako da hvala, da ste pri tem sodelovali. Mi se še enkrat vidimo ta teden in sicer na temo zaposlovanja mladih v petek. Ne pozabiti, spet ob 14:30. Dajte pa se tudi javiti, če je še kakšna šola, ki bo sodelovala na tej diskusiji z Evropskim komisarjem Lenarčičem. Tudi zelo zanimiva priložnost, nimamo pogosto te priložnosti, tako da če je še kdo tak, ki se še ni javil, pa bi se rad, dajte pisati Maji, prosim. Tako da, hvala vsem za udeležbo. Doktor Brglez, tudi v pogovoru oziroma v chatu se vam zahvaljujejo profesorji in profesorice za vašo udeležbo. Tako da, lep začetek tedna vsem in se vidimo v petek. Nasvidenje. Svidenje.